Lepo pozdravljeni, znamo dobrodošli v moji družbi, znamo dobrodošli, da začnemo teden z Lili Sorum. Tokrat se bomo pogovarjali o 11 minutah za sebe. Ne samo zato, ker je zdaj november, ki je pa število 11 je mojstrsko število, kadarkoli, kjerkoli smo, ga povezujemo z duhovnimi uvidi, z globokimi spoznanji, z dvigom zavesti, predvsem nas samih. Se pravi, naj bo teh 11 minut na dan namenjenih resnično vam. Naj bo to posvečen, kvaliteten čas za sebe. In jaz vas že slišim, da kar nekaj vas spravi, kje pa naj najdem ta čas pri službi, otrocih, temu, unemu, tretjemu. Najdimo ga. Jaz verjamem, da včasih nam ne uspe. Vem, da je tempo življenja trenutno resnično zelo dirkajoč, prijazno rečeno. Meni se zdi, da je bilo ravno kar novo leto 2020, pa bomo ravno kar zakorakali v 2025. Se zgodi. Torej, dragi moji, naslednje leto bo zelo, zelo dinamično, bo zelo turbulentno, energije se bodo hitro menjavale, izpostavljeni bomo zelo veliko dražljajev iz okolice, kot tudi že sedaj. Se pravi, zdaj je tale november. In kadarkoli, če spremljate to oddajo kasneje, je idealen čas, da začnemo z novimi, dobrimi navadami. In poglejte, 11 minut na dan si vsak lahko vzame za sebe. Če to pomeni, da boste zjutraj vstali malo prej, zvečer morda si namenili teh nekaj minut, ali takrat, ko pridete iz službe, sami najbolje poznate svoj urnik, dobrodošlo pa je, da je to vedno ob istem času. Da se naš naša podzavest, naš razum, da se pravzaprav mi na to navadimo. Življenje pravzaprav je navada. Veliko v življenju je pravzaprav zato tako, ker smo tako navajeni in tako naučeni, in velika večina naših prepričanj pravzaprav so naše navade. In včasih lahko z drobnimi popravki, z drobnimi stvarmi, z drobnimi dodatki tekom dneva dosežemo ogromen učinek. Že to, da zjutraj sebe objavimo, da si zaželimo dobro jutro, da spijemo kozarec vode, preden si skuhamo tisto kavo, če res ne gre zjutraj takoj na prazen želodec kava. Kaj šele limonada? Kako veliko drobnih stvari lahko dodamo v svoj dan in s tem sebi ta dan polepšamo in razbremenimo. Drobne stvari, kot je objem zjutraj, objem zvečer, ki ga namenimo sebi, ne samo svojim dragim. Globoko dih, ko pridemo domov, s katerim spustimo napetost dneva, s katerim pustimo stres službe, obveznosti, šole, česarkoli, kar se nam je morda neljubega zgodilo v tistem dnevu. Za seboj, preden stopimo v svoj dom, preden se nečesa lotimo novega, je zlata vreden. Veste, kaj pravijo? Da vsakič, ko zaključimo eno stvar, bi pravzaprav si mogli vzeti vsaj minuto časa, da presekamo to, kar smo počeli, in pričnemo nekaj drugega, da resnično s telesom, z umom, z razumom, z našimi čustvi, s celim svojim bitjem pravzaprav zaključimo eno stvar in pričnemo drugo. Če tudi se gre za nekaj tako zelo logičnega, kot je kosilo, kot je to, da gremo zdaj delati domačo nalogo, kot je to, da gremo zdaj stuširati. Se pravi, da ločimo eno stvar, ki smo jo zaključili, in pričnemo z drugo. Temu bi lahko rekli tudi, da se prizemljimo, temu bi lahko rekli tudi, da smo v trenutku, predvsem pa, da smo v stiku s seboj. Pravzaprav vse te stvari, pa naj jih poimenujemo prizemljenost, povezanost s sabo, prisotnost, čuječnost in tako naprej, pravzaprav simbolizirajo eno in isto. Biti v stiku s seboj. In če kaj opažam v svojem delu z vami, v svetovanjih, v vprašanjih, ki mi jih postavljate, je to, da smo ta stik izgubili, da si tekom dneva ne jemljemo časa za sebe, da si sploh ne jemljemo časa, da bi se vprašali, kaj nas osrečuje, kaj nas je razočaralo, česa si ne želimo več, kaj želimo spremeniti. In velikokrat vemo, kje smo nezadovoljni, vemo, da si želimo spremembe, vemo, da nam tako, kot je, ni okej, ne vprašamo pa se, kako lahko to spremeni. Spravi, ne glede na to, ali ste v tem trenutku v vrhuncu svojega življenja in se počutite top shit, ali pa ste mogoče v bolj nizkih vibracijah in se počutite samo druga beseda. Torej, ne glede na to, v kakšnem stanju smo, 11 minut na dan si lahko vsakdo vzame za sebe. Nekaj predlogov. To so lahko afirmacije. To je lahko kvalitetna knjiga, ki jo berete.
To je lahko kvalitetna vsebina, ki jo spremljate na internetu, lejte na YouTubeu, tudi na moji spletni strani, marsikje je veliko brezplačnih vsebin, ki vam resnično lahko pomagajo spremeniti svoj pogled na svet, ki vam lahko pomagajo najti še več dobrih navad, še več dobrih spoznanj, še več kvalitetnih uvidov o sebi. Se pravi, ne glede na to, kako boste vi konstruirali teh 11 minut, naj bo to nekaj, kar je kvaliteten doprinos za vas. Za nekoga bo to lahko morda ples, za nekoga bo to 11 minut, v katerih se bo ulegal v banjo in bo resnično samo bil. Za nekoga je to lahko barvanje mandal, za nekoga je to lahko risanje, za nekoga je lahko to igranje kitare, za nekoga je to lahko dejansko branje knjig, spremljanje vsebin, učenje, za nekoga bo to nekaj popolnoma drugega, ampak naj bo to 11 minut, ki je namenjenih vam. Naj se pričnejo tako, da sebe osredinite, da se usedete, uležete, da se udobno namestite, da poravnate svojo hrbtenico, da poravnate svojo držo, da imate noge na tleh ali vsaj blizu nekega kamna ali kristala, vsaj zida, da imate občutek stika tla z nogami. Če tudi ležite na posteli, se uležite tako, da se dotikate z nogami stene. Se pravi, mogoče se boste mogli obrniti takole in boste dali nožice na polštrček. Vdihnete, izdihnete. Vdihnete ljubezen, podporo, lepo življenja, lepo energijo in izdihnete stres. In to počnete toliko časa, če tudi do samo to 11 minut je veliko. To počnete toliko časa, da ste resnično sproščeni, da resnično začutite, da se je vaše telo sprostilo, da je mehko, da nimate stisnjene čeljusti več, da nimate zakrčenih ramen, da nimate zakrčenega telesa. Nasmehnite se. Nasmehnite se, ko to počnete. Kajti že ko imamo naš obraz v obliki nasmeha, je energija drugačna, kot če smo ali samo sproščeni. Nasmehnite se sebi. Nasmehnite se življenju, nasmehnite se vsemu lepemu, ki še prihaja. Lahko je v tem trenutku totalna štala, lahko ste v sredi največjega neurja, nevihte, stiske vašega življenja, lahko ste zelo žalostni, lahko ste zelo razočarani, lahko ste ujeti v kleščah bolečine, depresije, nemoči, ne glede na to. Še vedno vam bo življenje nekoč prineslo nekaj lepega. Zaupajte, da ne boste ostali v tej točki nemoči, v tej točki teme, da tako rečemo. Se pravi, nasmehnite se vsemu lepemu, ki še prihaja. In potrudite se zaupati, da je tega lepega še veliko. Potrudite se zaupati v to, da boste zmogli največje izzive, največje težave, največje probleme preseči. Tudi, če se ne bodo iztekli tako, kot si vi želite. Včasih se tako zelo oklepamo tistega, česar si mi želimo, da menimo, da ne bomo preživeli, če se bo izteklo drugače, kot si mi želimo. In potem pridemo v situacije, ko rečemo, ne morem živeti brez te osebe. Jaz nisem jaz brez te osebe, brez te službe, brez tega avta, brez tega, brez unga. Vi ste vi. Zdaj le bom malo grda, ampak a mislite potem, ko bo prišel vaš čas, ko vas bodo položili v krsto, da bo vse to, brez česar vi menite, da zdaj ne morete, šlo kar z vami? Ne bo. Samo vi boste šli sami s seboj na drug nivo zavedanja, karkoli to je. Torej pravzaprav v življenju edina oseba, edino brez česar ne moremo, smo pravzaprav mi. In kolikokrat sebe podredimo, postavimo tja nekam na stranski tir, za voljo tega, ker imamo nekoga radi. Kolikokrat sebe zanikamo zato, ker želimo ustreči drugim. Kolikokrat sebe zanikamo zato, ker nimamo možnosti sebi uresničiti željo. In tukaj je velika razlika, ali mi sebi rečemo, prepoznam, da si tega želim. V tem trenutku si tega ne morem privoščiti. Recimo, da je moja velika želja iti na Mars, pa recimo, da Elon Musk glih ne bo rekel, pej Lili, te časti in greva. Ampak včasih pač možnosti v danem trenutku še niso takšne, da bi nam to omogočale. In jaz dam vedno ta primer. Jaz, ko sem bila majhna, se veste, jaz bom ravno kar 50 let stara, sem še z unih časov, ko je bil telefon po vhodu, ker cel blok sliši, kaj si se pogovarjal.
Včasih ni bilo tega, da si se ti usedel na avion pa si kar šel. Je bila to kar znanstvena fantastika oziroma je bilo zelo drago, težko dosegljivo in tako naprej. Danes z Ryanairom si 1, 2, 3, kjer češ. Torej, marsikaj se bo v življenju še spremenilo, če pa mi zapiramo vrata in rečemo, ne, zame je pa ta Mars čist nemogoč. Je velika verjetnost, da se bo možnost potovanja na Mars, če ostanemo pri tem primeru, vi pa si prekličite v misli tisto, kar vi menite v danem trenutku, da je za vas nemogoče, nedosegljivo. Velika verjetnost je, da če je naša energijska naravnanost, da je nekaj za nas nemogoče, bo dejansko to ostalo nemogoče, če tudi bi se vmes lahko to spremenilo. Se pravi, lahko se odpre neka posebna Ryanair linija potovanja na Mars, ampak ker sem jaz prepričana, da je to zame nedosegljivo, niti ne bom spremljala letalske ponudbe. Se pravi, če ste vi prepričani, da za vas pa ni ljubezni na tem svetu, ne boste niti odprli vrata in dali možnost nekomu, ki pa morda je vaša sorodna duša in vam lahko prinese veliko sreče. Če ste vi prepričani, da za vas je pa popolnoma nemogoče, da bi se privoščili določen kos nakita, obleke, neko firmo, neke stvari, ki so drage, niti ne boste spremljali mogoče popustov, mogoče nagradnih iger, mogoče drugačnih načinov, kako priti do tega, kar je sicer za vas nemogoče. In še nekaj, vsi mi svoja merila, svoje standarde, svoje nivoje prilagajamo točno temu, kar menimo, da je za nas možno. Torej, mnogokrat, premnogokrat, pravzaprav mi zapiramo vrata. Se pravi, če jaz mislim, da je zame nekaj nemogoče, energijsko zaprem vrata vsem možnim scenarijem, ki sploh ni nujno, da so popust, sploh ni nujno, da so darilo, ampak sem pravzaprav jaz, ki lahko tako zelo uspem v življenju, da si to privoščim brez problema. Se pravi, dragi moji, namenite teh 11 minut na dan, zato da hranite vse tisto, kar sicer menite, da je nemogoče. Če tudi je to samo sanjarjenje, če tudi je to samo vizualiziranje, če tudi si vzamete 11 minut na dan za to, da sebe vidite na Marsu, v tej obliki, s tistim avtom, v srečni zvezi in tako naprej. Bo vsaj teh 11 minut na dan prijetnih, je tako. Ne zaključiti s tem, ojoj, tega jaz nikoli ne bom dosegal ali tega jaz nikoli ne bom imela. Zaključite z zaupanjem, da je vse to možno in da se včasih življenje resnično čarobno in čudežno obrne. Jaz kot otrok sem vedno sanjala o tem, kako sem povezana z Indijanci, kako si želim biti v stiku z Indijanci, kako si želim živeti z Indijanci. In če bi kadarkoli vrgla puško v koruzo, se mi marsikaj tega, kar se mi je zgodilo, ne bi. In glejte, dragi moji, jaz sem v Pariz in nazaj letela za 9 evrov. Veste, kaj je 9 evrov? Pica. Zato, ker v nobenem trenutku nisem dopustila možnosti, da ne grem. Nisem je. Če grem peš, pa grem. Če danes štartam, mogoče čez 4 mesece tam. Ko se mi resnično odločimo za nekaj, se ločimo od ostalih možnosti. Naj bo teh 11 minut na dan, v kateri boste sebe sprostili, vaš balzam, vaša terapija, vaš varen prostor v dnevu za vas. In dragi moji, veste, kaj bom rekla ob koncu? Kaj pravzaprav sporočate sebi, svetu, okolici, energiji, vesolju, življenju, Bogu, vašim vodnikom, vašemu višjemu jazu, stvarnosti. Če pravzaprav trdite, da niste vredni teh 11 minut, ker si ne morete vzeti časa za to. 11 minut časa je zastonj. Torej, dragi moji, malo v razmislek, malo v spodbudo, 11 minut na dan lahko resnično spremeni vsak naš dan. Sploh, če si jih vzamemo zjutraj in pričnemo dan z neko lepo energijo. Sploh, če si jih vzamemo zvečer in zaključimo dan z neko lepo energijo. Sploh, če si jih vzamemo, ko pridemo iz službe in s tem presekamo en del svojega dneva in pričnemo drugačnega. Ne glede na to, kdaj v dnevu si boste vzeli teh 11 minut, naj bo teh 11 minut vaših. Naj bo teh 11 minut namenjeno ljubezni do sebe. Izberite tiste afirmacije, ki vas krepijo, v katere verjamete in jih spreminjajte. Naj bo teh 11 minut pravzaprav potrditev, da si zaslužite prav vse dobro na tem svetu.
Torej, dragi moji, ta oddaja je malo krajša. Jaz vam želim čim več ustvarjalnosti v teh 11 minutah, čim več različnih pristopov. Dajte si skuhati čajček, prižgite si svečko, prižgite si dišečo palčko, odenite si v nekaj zelo udobnega. Bodite pozorni, da vam bo toplo, da vas ne bo izeblo. Naj bo to 11 minut, ki je namenjeno pravzaprav vam, vaši duši, vašemu umu, vašemu telesu. In naj bo to nova, čudovita navada, ki vas bo pravzaprav, na kratko povedano, polnila.